Namesto tega brezveznega videoposnetka bi bil tu lahko vaš oglas. Poslušate in gledate Radio Kaos. Veseli december v Ljubljani se bo tudi letos začel s prireditvijo Ljudje prižgimo luč, ko se bo 3. decembra skupaj s poročilom miru po celi Ljubljani prižgalo novoletna prireditev, ki je bo, kot je na današnji novinarski konferenci dejal podžupan Jani Möderndorfer, več kot lani. In pa seveda tudi določeni predeli v neposrednem središču Ljubljane bojo seveda na novo zasvetili. Eden od teh je zagotovo Tivolska promenada, vse do se pravi Tivolskega gradu, kar seveda do danes je bilo to vedno običajno, da se je bilo par dreves okrašenih z lučjo, danes pa v tem mesecu decembru pa boste seveda se lahko sprehajali v zelo lepo osvetljenem parku. To je tudi v bistvu en uvod in začetek v to tisto promenado, ki jo pravzaprav želimo oživeti tudi skozi celo leto, se pravi od samega Tivolskega gradu pa do Ljubljanskega gradu. Hkrati se bo začel tudi Miklavžev sejem, ki bo letos združen z decembrskimi prireditvami na Cankarjevem nabrežju in Prešernovem trgu, pa tudi v parku Zvezda. Osnova veselega decembra bo seveda železni repertoar, kot je Miklavžev sprevod, potem 5 sprevodov Dedka Mraza s spremstvom, predstave uličnih gledališč na Čevljarskem mostu, otroški program, ki bo potekal v pravljičnem mestu, ki bo v parku Zvezda. To so pač stalnice. Ravno tako je stalnica Dobra vila, ki bo že od 17. do 30. decembra izpolnjevala drobne in lepe želje mimoidočim pred mestno hišo. Je dejala direktorica Zavoda za turizem Barbara Vajda, ki dodaja, da seznam glasbenikov še ni potrjen, saj se z nekaterimi tujimi izvajalci še dogovarjajo. Program bo trajal do 2. januarja, za novo leto pa menda pripravljajo še prav poseben dogodek ob prevzemu predsedovanja Slovenije Evropske unije. Ognjemet pa bo, kot vsako leto, še boljši in še večji. Še to, decembrske prireditve bodo mestno občino stale okoli 500 000 evrov, nekaj sredstev pa naj bi nabrali tudi iz donacij. Za Radio Kaos, Aljaž Pengov Bitenc.